živa pa smo nazaj z Janinom Klemenčičem in potujeva proti Pakistanu, oziroma, a smo že v Pakistanu? Zdaj smo pa že v Pakistanu. Smo že, okej. Ja, kot prvo, po celi poti je ogromno zavijati, ampak takrat nažalost še ni bilo videokamer. Mal sem pa eno super 8 kamero, če veš, kaj je to. Filmska zadeva, skratka film, 8 mm širok. Imam nekaj posnetkov, sem tiste kasete so bile nemarno drage. Takale kaseta bila štiriglata, pač kvadratna, in noter je bilo 3 minute filma. Vsaka je stala pa krepko več, kot pa navadna rola filma za fotoaparat, ki jih nekateri že zmeri uporabljajo. Tako da sem seveda moral šparati. Imam posnetke in jih bo mogoče nekega dne tudi pogledala, ampak zdaj greva pač v Pakistan in tele posnetke sicer niso najnovejši, so pa iz leta 2000, tako da je že precej naprej. Šli bomo pa tako, najprej bomo začeli na pakistanski meji. In tam na pakistanski meji je na vse nenavaden napis. In sicer piše, boš zdajle videl napisano, čakaj, kako že piše, mi nočemo ničesar, samo to, da se islamski zakoni sprejmejo po vsem svetu. Podpisan imam Khomeini. No, viš, tam je tistile krogec, tam smo zdaj Pakistan. Tole, kar pa pravkar gledava, je pa meja, ki se imenuje Taftan. Legendarna meja, vsak, ki je kdaj potoval, no pogledajte pa tisti napis, v farsiju in v angleščini, ničesar nočemo, samo to, da se islamski zakoni povsod na svetu uvedajo. Sem pa prvič videl ta napis že daljnega leta 1989 in je še vedno tam. Očitno pucajo in čuvajo. Si ga videl, da je že malo abšesan, po slovensko povedano, ampak je pa še vedno tam, skratka. No, tele kamione si pogledaj, so najlepši od vseh možnih ali niso. Tam možakar je videl, da kamero obračam proti njemu in takoj derjal gor, da bo še malo polepšal kamion. Se pravi, da bo tisto ledeko dol snel, da bo kamion še lepši. Grozno so ponosni na tele svoje kamione. A si lahko predstavljaš, da ta kamion pač stane že kar nekaj taka ogromna mrcina, ki ima pogon na 4 kolesa, ker so ceste slabe. Tisti okraski stanejo pa še enkrat toliko. In so prav cel sloj obrtnikov, ki se ukvarjajo s tem, da krasijo njihove kamione. In so pol vsi ukrašeni? Več ali manj, se boš videl z jih še precej. Stvar je pa taka, tle smo sred puščave, sam pesek, pa sami kamni, kamorkoli pogledaš. In pol morajo vse kamioni biti pisani, da ne bo vse sivo armeno-rjave barve. Kaj misliš, kaj je tole? Ja, predvidevam, da je kruh, ampak ni to kruh. No, tole je kruh, tale sicer še nekaj tako zelo nenavadnega, ker je vodoravno obrnjena tale pekarna, boš pa videl pol tudi navpične. Vidiš, tole je pa navpična, ki smo mi rekli, da je pekarna na Štrbunk. In sicer je na dnu ogenj, boš zdajle videl, in tisti ogenj seveda se greva tele stene. Stene so najprej spodaj valjaste, potem se pa zožijo proti vrhu. On pa dela kruh. Eden vidiš, da tamle mesi nekakšne krogle in jih potem podaja temu, ta ga pa raztegne na tole polšter po slovensko in to prilepi na tisto steno. Ta kruh se imenuje nan in ti povem, da takrat, ko je pečen, je res dober. Kakšno uro kasneje pa že posušen in se pa že zobelomiš. Tako da ali ga daš v polivinil, pa da ostane za silo, ali pač trd kruh ješ. Boljši od slovenskega? Če ga poji oba dva sveža. To veš kako je, tako bi ti nekako rekel, kakor testo od pice nekako. Zdaj pa oni, čim kdo pride s kamero, oni mislijo, da morajo zdaj nekaj narediti. In tele dva sta takoj začela borilne poze izvajati tam, da vidijo, ker so videli, da grem pa še kaj, so pa tegale reveža zagrabili in so rekli, gruntali, kaj bi se dal z njim narediti, da bi bolj zanimivo izgledali. Tale tam malo se je rinil zraven, pa sem ga potem stran postal, no tale v svetlo plavi uniformi je pa glavna zvezda tega dogajanja. No, da so ga najprej dvignali, pač seveda, žensk te tam, da smeš kaj dotikati, še pogledati jih ne smeš kaj preveč, tako da se kar med sabo lepo zabavajo moški. No in tega so zdaj okrog obrnili, on se tudi grozno zabava, čeprav skriva sicer obraz, pa mu je naroden, ampak sam da je en dogajanje, pa je fajn, je že dober, da se bo počas pobral. Zelo simpatični ljudje, pa zelo gostoljubni, pa zelo veseli pravzaprav, poseben še bolj tam na vzhodni strani Irana. Vidiš, to je pa audio-video center, nekaj tako. Pa je veliko ljudi bilo, sem mislil, zakaj nekim pol vidim takoj, da sta dve moje sopotnice bile tam in seveda so se hoteli. Ker te tujke se pa da od bližji pogledati, sicer boh ne dej dotakniti, ampak pogledajo jih pa lahko.
tako da pa sta bile te glavne zvezde. Ne. Smo pa drugače imeli tako, ne. Z mano sta bila še dva možakarja, tista dva sta spala spodaj v kombiju. Jaz sem pa s 7 puncami spal gor na vrh. Smo imeli, ne vem, če se bo zdajle, mislim, da se bo videl tudi to, ja, dva taka šotora smo imeli gor na vrhu našega kombija. Velik kombi Mercedes, vsega boš videl malo kasneje. Ta pa zdaj nazaj zagrinja svoj kamion. Da smo lahko potem tiste postelje vsak večer odprli navzven in potem podstavili z 2 takima železnima